Danes se je vlada seznanila s predlogom zakona tako imenovanega o božičnici. Gre za poseben zakon, o katerem bo v naslednjih dneh seveda razpravljal tudi še ekonomsko-socialni svet. Naša želja je, da se socialni dialog uspešno zaključi najkasneje nekje do 27. oktobra. Božičnica je po mojem mnenju nek logični naslednji korak politike te vlade, ki se tudi trudi izboljšati položaj in seveda tudi prihodke zaposlenih skozi celoten mandat z številnimi ukrepi na različnih področjih. Tako smo v preteklosti bistveno povišali zagotovljeno pokojnino, povišali smo minimalno plačo toliko kot še nobena vlada doslej, povišali smo nadomestilo za brezposelnost, redno usklajujemo vse socialne transferje in bistveno smo povišali tudi plače zaposlenih v javnih sektorjih, v javnih sistemih, torej zdravnikom, medicinskim sestram, policistom, vojakom, gasilcem, učiteljem, skratka celotnemu sektorju za reformo, ki je bila tudi v preteklosti sprejeta in potrjena. In sprejeli smo tudi nekaj ukrepov z področja pravic delavcev. In tako da je ta božičnica, ki je danes bila kot predlog sprejeta, nek logičen uklep vseh teh dosedanjih aktivnosti, ki smo jih tudi sprejeli. In pomembno se mi zdi poudariti tudi, da smo tudi za upokojence skozi reformo pokojninsko ustalili pokojnino oziroma izplačilo božičnice. Tako da obvezna ta božičnica za zaposlene bo letos, ne bo samo letos, bo tudi vsa naslednja leta, to se mi zdi pomembno poudariti. Tako da bo zimski dodatek oziroma božičnica bo prvič izplačana najkasneje do 18. decembra 2025. Višina izplačila znaša 639 evrov bruto. Podjetja, ki se soočajo z likvidnostnimi težavami, bodo imela možnost ta zimski dodatek izplačati z zamikom najkasneje do 31. marca prihodnje leto, kot velja tudi za izplačilo regresa. In da bi prišli nasproti gospodarstvenikom, smo da bi preprečili težave v poslovanju podjetij, smo se odločili narediti tudi letos posebno izjemo, ker smo se tudi včeraj v Prekmurju, Pomurju pogovarjali z gospodarstveniki in dobili tudi njihove predloge in pobude za uspešno izvedbo tega ukrepa. Smo se odločili, da za tista podjetja, ki ne bodo imeli možnost izplačila in imajo likvidnostne težave, bodo lahko izplačali letos 1/8 minimalne plače, kar trenutno znaša 160 evrov, vendar v primeru, da bo do plačila za to božičnico ne bodo smeli izplačati dividend in nagrad poslovodstvu. Tako da v samem javnem sektorju pa bo veljala polna višina izplačila 639 evrov. Ministrstvo za finance pa bo pripravilo predlog, na kakšen način bodo dobili božičnico vsi, ki so zaposleni v javnem sektorju. Tako da izplačilo tega zimskega prejemka se v prvem letu ne bo upoštevalo tudi pri izračunu pravic iz socialnih transferjev, tako da cilj je, da prejemniki ne vplivajo negativno na socialno upravičenost gospodinjstev. In zakaj ta božičnica je dobra za celotno družbo? Ker ne gre samo za to, da si zaposleni ta prihodek več kot zaslužijo, ta rešitev sledi tudi želji po davčni razbremeniti osebnih dohodkov. Tako da božičnica bo popolnoma neobdavčena, prosta vseh davkov in prispevkov in s tem se resnično vzpostavlja davčno ugoden način za nagrajevanje zaposlenih. In tisti
delodajalci, ki se zavedajo, kako pomembni so zaposleni za uspeh posameznega podjetja, bodo ta mehanizem gotovo uspešno uporabili za dodatno motiviranje svojih zaposlenih. In številni uspešni podjetniki so zadovoljni in veseli, da bodo lahko nagrajevali svoje zaposlene na bolj ugoden način kot doslej, in tudi to so včeraj v Prekmurju velikokrat tudi slišali.